Hvala lepa za besedo. Mogoče kratek komentar današnjega srečanja. Vsekakor me veseli, da smo se v bistvu uradno sestali prvič po reorganizaciji ministrstva. Imamo kar nekaj odprtih tem, tudi dogovorili smo se glede skupnega delovanja v bodoče. Izpostavil bi seveda področje kolektivnih pogodb. Dogovorili smo se, da bi bilo smiselno, da bi imeli eno kolektivno pogodbo, ki bi pokrivala oboje področje visokega šolstva in znanosti, ampak istočasno ugotavljamo, da to lahko najbrž učinkovito speljemo šele po spremembi plačnega sistema, po tej reformi. Potem gotovo sva se s kolegom Štrukljem uskladila oziroma se strinjamo, da je treba izenačiti plačne razrede med raziskovalci na inštitutih na eni strani in pa profesorji na univerzah. Tukaj imamo to razliko pri vrednotenju oziroma pri uvrstitvi v plačne razrede prisotno že dlje časa in mislim, da je zdaj priložnost tudi v času prenove plačnega sistema, da to končno uredimo in pa predvsem, da zagotovimo enake pogoje tako na eni strani kot izhodiščni plačni razred za docenta, kot za znanstvenega sodelavca in pa se to stopnjuje naprej izredni profesor, redni profesor in pa višji znanstveni sodelavec, ekvivalent izrednemu profesorju, ekvivalent rednega profesorja pri raziskovalni dejavnosti je pa znanstveni svetnik. Odprli smo na kratko tudi temo plačnega stebra. Tukaj seveda bomo delovali usklajeno. Težko je v danem trenutku zdaj napovedati, kako bomo oblikovali ta steber. Trenutno je izhodišče, da bi imeli en plačni steber za celotno področje izobraževanja, vzgoje, izobraževanja, znanosti, v končni fazi tudi dodatno kulture. Pojavljajo se tudi drugačne ideje, ampak jaz mislim, da je potrebno natančno analizirati prednosti in slabosti in pa narediti seveda tak sistem, da bo najučinkovitejši in pa da bomo seveda dosegli optimalne rezultate. To so bile te glavne teme. Kot rečeno, še enkrat veseli me, da smo se sestali, veseli me, da se načeloma vsebinsko strinjamo z določenimi rešitvami. Moramo pa seveda slediti neki časovnici. Najprej nas vse skupaj čaka nadaljevanje samega preoblikovanja plačnega sistema in pa potem v naslednji fazi smo pa dogovorjeni, da bi bilo smiselno, da imamo eno skupno kolektivno pogodbo, ki bi potem pokrivala področje visokega šolstva in znanosti. Toliko z moje strani. Hvala. Lepo pozdravljeni, spoštovani gospodje in gospa. Torej, SVIZ, kot veste, je reprezentativni sindikat tako za področje visokega šolstva kot za področje znanosti, raziskovalne dejavnosti, kjer smo pravzaprav edini, ki imamo ta trenutek reprezentativnost in pravico do uveljavljanja interesov zaposlenih na raziskovalni dejavnosti. In v tem smislu je tudi tekel današnji pogovor, kot je minister že izpostavil, je bila glavna tema tista, ki je tudi sicer zaposluje vse zaposlene v javnem sektorju, to je vprašanje novega plačnega sistema, kjer smo zdaj na začetku, tudi kar se tiče zakona, ki smo ga prejeli oziroma ga je vlada predstavila včeraj, pa tudi kar se tiče odprave plačnih nesorazmerij, ki naj bi tekla vzporedno z oblikovanjem novega plačnega sistema. Na tej točki je minister enega od temeljnih elementov ali pa principov že izpostavil. Mi želimo, da je raziskovalno in pedagoško delo na univerzah enako vrednoteno in to je eden od dveh ključnih principov. Drug je pa zunanji, tega je pa zlasti SVIZ zelo močno podčrtal. Mi želimo ohraniti primerljivost univerzitetnih učiteljev in učiteljic
na eni strani in raziskovalcev in raziskovalk na drugi strani z doktorati znanosti, z zdravniki, specialisti, kar je tradicionalno nek enačaj, ki je vzpostavljen že v naši državi in drži zgolj v načelu že nekaj desetletij. Želimo, da kompleksno delo tako visokošolskih učiteljev kot raziskovalcev in raziskovalk bi bilo v principu enako vrednoteno na vseh ravneh primerljivosti med zdravniki in specialisti, ne samo na začetku kariere, ampak v vseh stopnjah in zahtevnostih. Preprosto ne moremo pristati na to, da delo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ne bi bilo po kompleksnosti, zahtevnosti in odgovornosti primerljivo z zdravniki specialisti. Na vse zadnje, to, kar zdravniki znajo, so jih naučili visokošolski učitelji, ki so pogosto tudi sami zdravniki. Zato ne razumemo tega argumenta, da zdravniki niso primerljivi z nikomer. Včeraj smo ga ujeli v eni od izjav. Nasprotno, mi vztrajamo, da je ta primerljivost utemeljena in zato bomo tudi pri vrednotenju tega dela vztrajali pri enačajih. Ne bomo pristali na to, da se visokošolske učitelje ali raziskovalce plačuje slabše od zdravnikov specialistov. Vztrajali bomo, ponavljam, pri tem izenačevanju, kajti sicer bi posegli v razvrednotenje teh zahtevnih nalog, ki jih te dve skupini, tako visokošolski učitelji in učiteljice, kot raziskovalci opravljajo in kar se nas tiče, tu ne bi smelo biti nobene dileme v teh pogajanjih, ki nas čakajo. Zdaj, kar se tiče drugih elementov, ki jih je minister že opredelil, v SVIZ-u je bilo vedno odprto vprašanje možnosti oblikovanja skupne kolektivne pogodbe za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, zato tukaj je seveda diskusija odprta, zato je pa seveda vprašanje časa v tem trenutku oblikovati novo kolektivno pogodbo, ki bo zahtevala tudi ponovno štetje in reprezentativnost na sindikalni strani. Verjetno ni najbolj primeren trenutek, glede na to, da so odprta pogajanja o novem plačnem sistemu in o odpravi plačnih nesorazmerij, ampak tudi to dilemo je mogoče v diskusiji razrešiti. Zdaj, od tistih vprašanj, ki so bila še odprta, je seveda tudi še nov zakon o visokem šolstvu. Tu pač mi si želimo, da bi slovenske univerze ostale javne univerze in da bi bilo pač to delo javnih univerz v resnici ne bi temeljilo zlasti na nekem iskanju profita, za kar pa mora poskrbeti država.